Ne, v hladilniku je oni stekleni. Tiho. Galerija Ljuba Radovac je samo streljaj stran od galerije Regalerij. Rebeka, zato je še toliko bolj pomembno, da si vsaka odre svojo pot, najde svojo lastno vizijo. Na kaj ste stavili vi? Naša galerija je drugačna, je posebna, je zelo pozitivno obarvana, v njej so najrazličnejši ustvarjalci. Skušamo omogočiti mladim umetnikom, še neuveljavljenim, da se pokažejo, da dajo svoja dela na ogled in na prodaj. Obe dve izhajata iz Akademije lepih umetnosti v Benetkah, tudi Inga. Koliko vam je to pomagalo oziroma koliko je bila pravzaprav želja, da bi tisto znanje, ki ste ga pridobili v tej ustanovi, nekako vpeljete v prakso na tak način? Res akademija ti da dosti. 4 leta sem tam študirala in se veliko stvari naučiš, kar se tiče estetike, barv, kompozicije in vseh teh zadev. Dobiš nek smisel za umetnost, za estetiko in to ti potem pomaga tudi pri izbiri izdelkov, kaj bi šlo v prodajo, kaj ne bi šlo. Skratka, v tej smeri, no. Omenili ste različno paleto umetniških izdelkov. Koga vse ste pritegnili k sodelovanju? So to umetniki iz neposredne okolice ali tudi širše? Umetniki so pretežno Slovenci. Več ali manj so to ustvarjalci tudi iz Kopra, Ljubljane, Maribora, prihajajo iz različnih delov Slovenije. Imamo tudi nekaj Italijanov, to so moji bivši sošolci, recimo, ki sem jih povabila k sodelovanju in z njimi tudi sodelujemo. Pretežno, kar se tega tiče, so slikari in se ukvarjajo normalno s slikarstvom in svoje dela predstavljajo v slikarske oblike in so seveda akademiki, ne? Za razliko od ostalih izdelkov, ki so pa bolj ročno izdelane izdelke. Odziv umetnikov je bil torej neverjeten, to dokazuje ta pestra paleta vsega, kar pred seboj vidimo. Kaj pa ljudje? Kako so vas ti sprejeli? Sedaj je že minilo toliko časa, da to lahko tudi ocenite verjetno. Ja, moram reči, da zelo pozitivno, saj se vsak v tej galeriji zelo dobro počuti, ker je dosti različnih barv, je zelo pozitivna, k nam se vedno znova vračajo podarila za razne posebne ali čisto preprosto navadne priložnosti. Vsak najde nekaj za sebe in darila so predvsem personalizirana, tako da res, če podariš nekaj tako posebnega, pokažeš velik znak pozornosti recimo, ne, človeku, da ni res nekaj vsakdanjega, ne. Koper postaja vse bolj tudi turistično mesto, se odpira navzven, veliko potnikov preplavi naše mesto prav v poletnih mesecih. Kako vas pa ti doživljajo? Je to po vašem mnenju neke vrste osvežitev v Kopru? Ja, vsekakor. Saj podobne ponudbe v celem Kopru ni. Imamo za njih nekaj izdelkov, ki so tudi prilagojeni turistom, ampak nekako se mi zdi, da jih bolj privlači vse ostalo, kar je tle noter, ne. Bolj grejo na barve, na posebne zadeve, česar v svojem mestu pač nimajo, ne. Kdaj ste pa nazadnje listali svoj družinski album? Morda so v njem še